Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Tokrat sem v mojo družbo povabila Marka Tomaniča, ki je prehodil dolgo pot in se rešil odvisnosti od alkohola. Lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen in hvala za povabilo. Najprej moram povedati, da sva se dogovorila, da bova kar na ti, kaj ne? Točno. Marko, ena izmed vprašanj, ki se pogosto postavlja v zvezi z alkoholizmom, je, kdaj lahko pravzaprav sploh govorimo o sami odvisnosti? Ja, ta zadeva je dokaj kompleksna, bi jaz temu rekel. Zdaj, z mojega stališča, ki nisem nek strokovnjak na tem področju, lahko, da ne bi se komu mogoče zameril, povem pač, da pri sebi sem to ugotovil, ko pač dejansko ne moreš brez neke substance, ali je to alkohol ali karkoli drugega, nek določen čas. To zdaj, ali je to 3-4 dni, ali je to več dni, sam pri sebi sem si rekel, da je najmanj leto dni tisto, ko mogoče si brez neke substance in potem lahko rečeš, da si dejansko ali odvisen ali pa ne več. No, ampak kako se je skupaj začelo pri tebi? Je to bilo že mogoče v najstniških letih, tista vikend pijančevanja, če lahko tako rečem, ali kako se je skupaj začelo? Jaz bi rekel tako, da se je to pri meni začelo mogoče že v samem otroštvu. Namreč z alkoholom sem se srečal že v zgodnji mladosti, recimo razna praznovanja, od kolin do vsega, kar je pač povezano z nekimi družinskimi običaji. In vedno je nekako bil alkohol prisoten, ne. In potem se je to dejansko vleklo skozi šolo, skozi poslovni svet, skozi službo, do trenutkov, ko enostavno alkohol postane tvoja stalnica. In takrat se šele začnejo tisti pravi izzivi. Zdaj nekako jasno je, da ima alkohol vpliv na celotno družino. Ti si oče, mož, kako je to vplivalo torej na tvoje odnose z svojimi najdražjimi? Res je, alkohol mi pogosto vidimo samo mogoče, ker je tudi širši kontekst v tem smeri v prometu morda, ne. Ampak določene stvari, ki se pa dogajajo v povezavi z pitjem, z samim alkoholom, pa se dejansko dogajajo za 4 stenami, tam, kjer mogoče nihče ne vidi. Tako kot si omenila, ne, sem oče, imam starejšega sina oziroma 28 let, 29 let starega sina, 16-letno hčer in partnerko, ki so dejansko morali skozi ta proces mojega pijančevanja, tudi nasilnih dejanj in vsega tega skozi, in dejansko se to odraža tudi na njih, ne. Velikokrat mogoče vidimo pa tudi samo to ožji krog družine. Ne vidimo pa še širšega kroga. In to je zelo pomembno, da se zavedamo, kajti vsak od nas ima neko širši krog družine, sorodstva in verjetno vpliva to tvoje obnašanje, ta tvoj pristop do ljudi, vse to tudi na njih, ne. Tako da ne moramo govoriti samo o ožjem krogu družine, ampak kar širše, kot tudi na družbo kasneje. In zagotovo tudi v službi, ne nazadnje, ampak če se vrneva torej na tvojo družino, partnerka je verjetno bila prva, predvidevam, ker pogosto verjetno alkoholik sam sebi še ne prizna, da ima težave, ampak ga na to opomni nekdo drug. Je bila to v tvojem primeru ravno tvoja partnerka, recimo? Ja, bi lahko temu rekel, da je bila ona, največkrat je ona bila tista, ki mi je dejansko to omenjala, ampak tega si enostavno, ko si enkrat v tem, ne priznavaš, ne. Predvsem pa ne, če ti to nekdo domač govori, to tudi poznamo verjetno vsi, ne, da če ti domači govorijo, ti še bolj zanikaš to zadevo in se verjetno še malce bolj umikaš v to smer, ne, in dejansko v tem postopku sem jaz, ker ni bilo nekoga drugega še, ki bi ti mogoče to omenil, videl kot nek napad name to in sem se še bolj umikal od same partnerke in še bolj poglabljal v samo pijančevanje oziroma alkoholizem. Kaj pa sin in hčerka, sta ona dva kdaj rekla, ati danes pa si preveč spil, ali pa ati zakaj se tako ponovno obnašati, spet si pijan, po domače rečeno? Ja, zdaj, ko sem se odločil, da spišem to mojo zgodbo, sem malo premleval te stvari nazaj. In ja, spomnim se dneva, ko sem prišel domov pijan in je dejansko zadeva pripeljala že skoraj da do nasilja, ali pa že morda celo do nasilja. Včasih se stvari več enostavno ne spomniš, ko je tako daleč. Vem, da sem potem stopil do objokanega sina, mislim, da je bilo to nekje
tam okrog leta 2004, nekje tam so bili tisti moji najhujši trenutki glede tega. Bil je objokan, objet sem ga želel sem se z njim pogovoriti in takrat mi je zabičal, da me noče videti, da se naj pogledam, kakšen sem. Jaz sem hotel to opravičevati na način, da je mamica kriva oziroma moja partnerka, češ, da je ona pripeljala do tega in vsega tega, ampak dejansko mi je takrat rekel, nočem te več videti, kakšen si, in morda se je takrat tudi začel tisti prvi korak k temu, da sem sprejel neke korake in pa odločitve vnaprej, kajti takrat sem mu dal obljubo, da tudi to se bo nekoč končalo. Alkohol povzroči težave, ne nazadnje tudi v službi. Kako je bilo v tvojem primeru? V mojem primeru je bilo tako, da je alkohol bil tudi v službi prisoten najprej kot zaposlen, ki sem bil v očetovem podjetju. Je to velikokrat pripeljalo do tega, da smo z sodelavci že med samo službo razmišljali, kdaj bomo šli na pijačo oziroma kaj bomo popili, kaj bo se dogajalo. Nismo razmišljali o službi, temveč o gostilni. Seveda v gostilni je vedno prišlo do runde 2-3. To je potem ponavadi pripeljalo do tega, da smo se v gostilni začeli pogovarjati o službi in pa o problemih v službi, kaj bi trebalo spremeniti, ne nazadnje kasneje tudi do kakšnega prepira, kreganja. Potem so tu bila razna poslovna srečanja, kasneje ko sem malce napredoval, vedno je bil alkohol prisoten, vedno se je to nekako, vsak poslovni premik, sodelovanje se je ovekovečilo z pitjem. Ne nazadnje, če bi se vrnil še malce nazaj, smo tudi iz nočne velikokrat iskali določen lokal, ki še je bil odprt, da smo šli na pivo 2-3. Zgodilo se je tudi, da sem pozabil sina odpeljati v vrtec, tako da je potem, ko sem prišel z nočne, mogel pod prisilo, bi temu rekel, spati zraven mene. Tako da ja, je se to dogajalo v službi in ne bi se smelo. No, ampak če spregovoriva o tistem obdobju, ko si rekel, da si najbolj zapredel, ko si dal sinu obljubo, da bo vse drugače, o kakšni količini alkohola sploh govorimo? To so bile zelo, zelo velike količine alkohola. Zdaj ne vem, to je pri nas tradicija vedno veljala, da smo spili 2, 3, 4 piva, pol pa smo presekali z enim kratkim, smo rekli, ne, da presečeš, pol pa naprej. Tako da je včasih bilo to tudi, rečemo, 5, 6, 7, 8 piv, pa kaki kratki ali pa 2. Iskreno si priznal, da si tudi večkrat pijan sedel za volan. Res je. Najprej so bile tiste kazni, pike, prišlo je tudi do nesreče, ki k sreči se ni tragično končala, pa vendar bi se lahko. Res je. Nisem ponosen na to. Mogoče, če zdaj le pogledam nazaj, je v tistem času bilo premalo tega ozaveščanja, premalo teh stvari, kaj dejansko alkohol lahko prinese v samem prometu. Ker takrat, ko ti piješ, ko si ti v družbi, tega ne občutiš. Ko si enkrat navajen na alkohol, ti sploh ne čutiš, da se karkoli bi lahko zgodilo. Vse, kar razmišljaš, je to, sam da ni nekje policije, da boš prišel do doma in to je vse. Ja, bilo je kar nekaj prometnih nesreč, večinoma sem bil udeležen sam, pa prometne znaki ali pa kakšen jarek, graben. Kasneje enkrat ena hujša nesreča, ampak spet na srečo brez hujših posledic za kogarkoli drugega. Le moj avto je utrpel poškodbe, tako da je bil totalka uničen. Zavedam pa se, da sem imel neverjetno srečo, da nisem povzročil komorkoli drugemu vsaj kakih težjih poškodb ali pa tudi lažje niso sprejemljive, da sem imel to srečo dejansko, da sem kožo odnesel in jaz in vsi ostali celo. In potem se je zgodil en prenomni trenutek 13. februarja 2013, kolikor mi je znano. Je znova prišlo do ene nesreče, takrat pa se je v vaši glavi marsikaj spremenilo. Oziroma v tvoji glavi, vidiš, me je spet zaneslo nazaj na ta vid. Ja, 13. februar sicer ni bil povezan z nesrečo kot takšno, bil je bolj povezan z vsemi dogodki, ki so se dogajali skozi ta čas, in 13. februar 2014 je tudi bil datum, ko sem imel zagovor pri sodniku za prekrške in takrat je dejansko tudi padla tam odločitev, da ostanem brez vozniškega dovoljenja za 6 mesecev, kasneje pa moram imeti to ponovno vse opraviti, torej cel postopek skozi za pridobitev vozniškega dovoljenja.
Takrat vem, da sem šel tule v bližini na Ptuju do restauracije Gastro, tam sem popil nekaj pijač, nato sem se usedel v avto zunaj, premleval sem vse te stvari, odvijale so se vse te, skoraj celo življenje do takrat se mi je odvilo skozi glavo, skozi vsa ta razmišljanja. Dejstvo je bilo tudi, da sem bil v tistem trenutku, torej ostal sem brez vozniškega dovoljenja, imel sem svoje podjetje, ki je bilo blokirano zaradi nekih izzivov, ki so bile prej z drugimi podjetji, torej finančno obupan, čustveno obupan, pod vplivom alkohola, zdaj sem ostal še brez vozniškega dovoljenja, kako dejansko naprej, in v tistem trenutku dejansko nisem videl nekega izhoda. In razmišljal sem o tem celo, da si vzamem življenje. Spet sreča, ali kakorkoli bi temu rekel, je bila ta, da je bilo močno sonce, in ko sem se vsedel za volan, ko sem že razmišljal o tem, točno imel plan narejen, kaj bom naredil, me je zaslepilo to sonce in sem dal senčnik dol, in tam na tistem senčniku je bila slikca, na kateri je bila moja hčerka. Bilo je to, mislim, da mesec pa pol pred njenim 5. rojstnim dnevom. Takrat je pač prišlo do odločitve, da ne morem mi tega narediti, da enostavno moram neko rešitev najti. Šel sem domov, kako sem prišel domov, kdaj sem prišel domov, dejansko se ne spomnim, ne vem, ne razumem. Spomnim se drugega dne, ko sem se zbudil, močni glavoboli, bruhanje. Ampak takrat sem nekako začutil, da nekomu nekaj pomenim. So me imeli radi, tudi partnerka ni pokazala tistega napadalnega odnosa, da sem ga bil prejšnji dan se napil. In hčerka mi je menjavala ta vedra, ko sem bruhal not, vse te stvari. Seveda, da bi šel delati niti pod razno tisti dan, enostavno sem vklopil televizijski sprejemnik, pogledal sem gor, sem sam sebi rekel, Marko, pa kaj je tebi to potrebno? In v tistem trenutku sem videl tisti oglas na, mislim, da je bila TV Slovenija, ali kateri, ne vem, kateri program točno bi bil, bi zdaj se zlagal, če bi točno rekel, 40 dni brez alkohola, ta post po pustu, ker to je bilo tudi v pustnem trenutku, torej tisti dan, torej 14. februar, Valentinovo pri nas, ki ga tudi praznujemo, kot ameriški komercialni praznik. In enostavno sem rekel, kaj pa če bi jaz to probal? Tako se je začelo, dejansko sem rekel, ok, bom poskusil, pa da vidimo, kam bo to pot pripeljalo. Torej, to je bil tisti prvi korak. Kako si se srečal, pravijo, da prvi dnevi so najtežji, kako si se srečal s tistimi prvimi izzivi, ki so ti bili dani? Zdaj jaz bi rekel tako, mogoče sem že bil v tem trenutku spet zaradi vseh preteklih stvari, ki sem si jih sam sebi že govoril, tudi obljube, ki sem jih dal sinu, partnerki, ne nazadnje tudi hčeri, s tem, da ona mogoče še ni takrat razumela vsega tega, kaj govorim, vseeno je bila še toliko v teh otroških letih. In vse, kar se je dogajalo z določenimi ljudmi, s katerimi sem potem v stik začel prihajati, je nekako peljalo do tega, da mogoče ni bilo tako hudo. Je pa se zgodila ena taka zanimiva stvar, ker je 11. marca praznoval rojstni dan moj oče in seveda po tradiciji smo šel vošče čestitati, povabil me v lokalno gostilno, tam seveda od lastnika do vseh ostalih veselo nazdravljali, padali so Jägermeistri, vse tisto, kar pač tu spada po tradiciji, bom spet govoril, ne pri nas. In takrat se je pač začela ena taka malce bolj kritična situacija, ko so vsi želeli, da pač ne glede na to, da sem se odločil, da ne pijem, vzamem en tisti štamperli, Jägermeistra in nazdravim z očetom. Jaz sem si naročil sok in od tistega nisem odstopil. Najprej je bilo posmehovanje, razne te take besede, ki jih ti pač govorijo, kaj se za nekega frajera delaš, pa kaj nisi pravi deči, pa daj se samo eden, pa tako dalje. Ampak v tistem trenutku sem začutil, da morda to ni prava ekipa oziroma ni prava družba zame, da me želijo spet nazaj potegniti. Sem se vstal in sem rekel, ok, če pa je to, da ne morem nazdraviti z očetom z sokom, z vodo ali s čimerkoli, pač odhajam. In ko me je oče potegnil nazaj, je rekel, ostani, bomo pač tako. In potem so nekako začeli razumevati, da sem dovolj trden, da bom verjetno zdržal.
In to je verjetno tisto najpomembnejše, da v takih odločitvah imaš podporo najbližjih. In če je nimaš, spremeniš družbo tako, kot si sam razmislil. Res je. Podpora je zelo pomembna. Pomembno je pa tudi, da te ljudje, ki te podpirajo, razumejo, ne. Velikokrat mogoče mi obsojamo nekoga, ki pije ali ima kakšen drugi izziv, ne pogovorimo se pa s to osebo, da bi našli mogoče vzrok, zakaj se mogoče nekdo sploh odločil oziroma zakaj dejansko sploh počne, kar počne. Zanimivo, da si ravno to načel, ker to je bilo namreč moje naslednje vprašanje, ne. Če se ti zdi, da velikokrat je alkohol mogoče izgovor za neko težavo, ne? Ja, res je. Zdaj bi mogoče lahko to povedal v eni smešni anekdoti, ki sem jo pred kratkim prebral na enem izmed socialnih omrežij, ko je govorila ravno o tem, ne, da je žena zapustila moža, ker je pil, ne, on je pa nehal piti zato, ker zdaj nima več razloga, da bi pil. Velikokrat je lahko tudi to, ne, premalokrat se mogoče pogovarjamo, premalokrat pogledamo nazaj, zakaj se dejansko ljudje odločajo za nekatere stvari, ne. In če bi našli te vzroke, če bi se pogovarjali, če ne bi tako hiteli, bi mogoče lahko rešili marsikatero življenje, pa marsikatero težavo, ki ga dejansko alkohol prinese. Če se vrneva spet k tvoji družini, hčerki, sinu, kako danes gledata nate kot očeta, glede na to, da vesta, kaj si dal čez nenazadnje, tudi kaj so oni dali čez? Zdaj, o tem bi jaz zelo težko govoril, ne, to bi bilo najboljše vprašanje za njiju. Jaz sem poskušal to z hčerko malce podebatirati par dni nazaj. Ona je samo rekla, kako se jaz naj to spomnim, saj sem bila še mala, ne, jaz dejansko se ne spomnim, jaz sem pač kot otrok delovala, kot otrok deluje, tako neodvisno, samostojno, nepristransko bi temu rekel, ne, dejansko čisto življenjsko, ne. Tako da, se pravim, ker je bila še manj kot 5 let stara, verjetno se ne spominja teh stvari, mogoče nekoč se bo spomnila, ker ti čez čas pridejo mogoče določene stvari ven. Sin, vem, da smo se pogovarjala o tem, ampak to so zelo težki pogovori, ker je to bilo res velikokrat zelo, zelo naporno. Te puščice, izrečene besede pa to zelo bolijo in se je res zelo težko o tem pogovarjati. Vem, da sem prizadel tako partnerko kot sina, kot hčer, kot tasto, tašča, starše, sorodnike, marsikoga s temi mojimi besedami, s temi mojimi dejanji, ki sem jih pač imel. Ampak, če se vrnemo spet k temu pogovoru, pa kako oni gledajo zdaj na to, včasih, vem, da mi je nekaj časa nazaj sin enkrat rekel, da zdaj sem pa še malce bolj nor, kot sem bil prej, ne. Ampak v pozitivnem smislu, ker sem mogoče danes bolj vesel, bolj sproščen, čisto drugače zgledam kot takrat, ko sem mislil, da sem vesel. Ampak, ko sem gledal neke fotografije nazaj, sem videl, da je to bila samo neka skrita žalost za mano, ni bilo nasmeha, ni bilo veselja v meni, ni bilo življenja dejansko v meni. Vsak najde torej svojo pot, se odloči sam, kako bo premagoval te izzive. Za nekateri imajo več podpore bližnjih, drugi ne, in verjetno tisti, ki ne, je pomembno, da imajo kakšno strokovno pomoč, da se vključijo v kakšno skupino, da nekako lažje gredo čez to. Definitivno, in to tudi vsakemu priporočam, če me vpraša za nasvet, če sam nisi dovolj močen, da iščeš neko podporo. Teh društev je ogromno, delujejo po Sloveniji, po celotni Sloveniji, tako da je dobro poiskati to pomoč, ne nazadnje mogoče tudi pomoč kakšne stroke, kot so zdravniki, psihologi, psihiatri, kakorkoli. Je pa dobro vzeti tudi kakšno literaturo v roke, prebrati, mogoče kak film si pogledati o osebni rasti pa te stvari, udeleževati se kakšnih seminarjev, dogodkov, kjer te mogoče drugi ljudje malce drugače vidijo, te zmotivirajo in mogoče najdeš tam kak dober nasvet, da lahko zadevo pelješ v pravo smer. Zdaj ti si svojo zgodbo delil tudi v knjigi oziroma zapisal v knjigi Pobeg iz esenc odvisnosti. Na kateri točki si se odločil, da pa želiš svojo zgodbo zapisati torej na list papirja? Ali je bil morda ravno to razlog, ko sva prej govorila, da premalo še se vseeno govori o tem? Bistveno več kot nekoč, pa vendar.
Ena točka mogoče je bila tako zanimiva, zdaj ne vem, kako bo to slišati v očeh oziroma v ušesih gledalcev pa poslušalcev. Jaz se velikokrat poskušam pogovoriti sam s sabo. Torej, prišel sem do neke točke, ko sem ugotovil, da se lahko pogovorim sam s sabo, s svojimi mislimi. In na tej točki, nekje med takim pogovorom, kaj se je pri meni dogajalo, kako sem prišel do tega, se mi je nekako v mislih pojavila ena par besed. Slušaj, uspelo ti je, naredil si, daj to zgodbo širi med ljudi. In pol sem razmišljal, kako jo razširiti. Sem probal to nekako preko socialnih omrežij komu povedati, preko takole bi rekel 1 na 1 z ljudmi, ampak nekako to ni doseglo neke množice. Sem rekel, mogoče bi bilo pa dobro, če bi zapisal to v knjigo. In ta ideja je tlila, mislim, da že od leta 2014 naprej. To je bilo dejansko 1 leto po tem, kar sem odnehal. Po drugi strani me je pa marsikaj zaustavljalo. Dejansko veliko stvari, ki jih nisem želel pogledati nazaj, ker so bile boleče, ker je bilo preveč tega. Tako da sem odlašal s tem, da napišem to knjigo, dokler nisem potem v eni izmed drugih knjig prebral, da je mogoče 7 let neka doba, ko pa lahko dejansko si tista, bi rekel, oseba, ki ima pravico povedati nekaj. In zato sem čakal tudi malce dlje časa, da lahko potrdim, da je za mano teh 7 let, no zdaj je dejansko že 11 in tako sem se odločil, da pa bom dal to zgodbo med ljudi, čeprav sem vedel, da me čaka huda preizkušnja in pa celo veliko obsojanja danes, predvsem preko socialnih omrežij. Družba še vedno velikokrat ne prepozna resnosti, odvisnosti. Pa me zanima na tvojem mestu, kako lahko recimo družba, kot morda tudi v službi nenazadnje, pomagajo pri nekomu, ki se bori z odvisnostjo. Torej ne samo družina, ne? Jaz mislim, da podobno kot družina, torej z tem razumevanjem. Najprej, da razumemo, da alkoholizem je neka vrsta bolezni, bi temu rekel, ta odvisnost, ne? Da najdejo, da mu probajo osebi pomagati najti vzrok, zakaj se on sploh vdaja v te stvari, ne. Ker, kot sem že omenil, velikokrat si mi sami ne priznamo, da je to naš problem, ker mi smo dejansko navajeni, za nas je to nekaj čisto normalnega. In ko je zate nekaj čisto normalnega, to postane neka navada in ti ne razmišljaš o tem, da je kaj narobe, in takrat je treba imeti en tak kulturni dialog s to osebo, ne. Ne tisti napadalni, zdaj pa brez službe vstal, ampak zdaj pa te bomo zapustili, zdaj pa nisi več naš prijatelj, pa nekaj, ne na ta način, ampak na kulturni dialog z pogovorom, z iskanjem nekih skupnih točk in pa vsega tega, tako da se lahko dejansko, da lahko oseba začuti, da je ljudem mar zate. In takrat, ko ti začutiš, da je ljudem mar zate, da ti želijo pomagati, boš definitivno to pomoč tudi sprejel. Če sva sedaj govorila o tem, kaj lahko storijo drugi, bi ob koncu rada, da morda daš tisti prvi spodbuden nasvet morda tistim, ki pa bi želeli storiti prvi korak, pa nekako težko stopijo v to smer. Jaz bi samo rekel, razmislite o tem, zakaj to počnete in kakšne so lahko posledice. Najprej razmislite o tem. Najdite neko podporno okolje, najdite ljudi, ki vam bodo pomagali, ki vam bodo stali ob strani, berite knjige, udeležujte se raznih dogodkov, kajti na vsakem dogodku, kamorkoli boste šli, lahko najdete en stavek, ki vam lahko spremeni življenje. Tako se je zgodilo meni recimo v Münchnu 2012 oktobra. Sproti mene je stal en poslovnež, ki mi je samo rekel: fant, vidim, da si v izjemno velikih težavah. Bodi z nami 5 let in videl boš, kako se ti bo življenje spremenilo. Tega ne morem pozabiti nikoli. In to gre za človeka, ki je mi pokazal kasneje na poslovni poti, da se da tudi poslovne uspehe proslavljati brez alkohola. In življenje brez alkohola je veliko lepše, ker ga znamo pristno doživeti, kaj ne? Res je, čisto drugačno je. Niti si ne moreš mogoče predstavljati. Danes lahko greš na veselico, kamorkoli, brez skrbi, da boš kakorkoli koga prizadel, karkoli naredil.
lahko se veseliš, mogoče se celo bolj veseliš, bolj si sproščen, bolj si zabaven, lažje se pogovarjaš, lažje se vključiš v družbo. Ampak predtem je mogoče ti to vse zakrito. In dokler ne spoznaš te druge plati zgodbe, je težko to razumeti. Kaj ne reče, Marko, iskreno ti čestitam, da ti je uspelo prehoditi to pot in nenazadnje se ti zahvaljujem, da v svoji zgodbi govoriš na glas in zagotovo sem prepričana v to, da si danes dal komu misliti in bo morda že jutri storil ta pravi korak. Hvala lepa za povabilo, za možnost, da sem lahko podelil en del svoje zgodbe, kajti zgodba je dosti širša. Tudi jaz srčno upam, da lahko, če vsaj eni osebi pomagam spremeniti življenje na boljše. Jaz vem, da sem pomagal večim, kajti kot smo že v štartu govorila, ne, nismo samo mi, ampak je to potem cela družina, širši krog družine, prijateljev. In verjamem, da če se oseba odloči, da bo spremenila svoje življenje, ima to moč v sebi, da to lahko tudi stori. Hvala lepa. Hvala vam za povabilo. Hvala tudi vam, da ste bili znova v naši družbi. Tako kot vedno, vidimo se prihodnji četrtek. Ostanite na BK TV.